Konec lanskega septembra in začetku oktobra je Geodetska uprava Republike Slovenije poslala poskusne izračune 1 200 000 lastnikom nepremičnin v Republiki Sloveniji, ki so vključevali tudi vrednosti nepremičnin, kar bo tudi podlaga za uvedbo novega davka na nepremičnine. Že prvi odzivi državljank in državljanov so pokazali, da je napak ogromno, pisarne geodetskih uprav pa so se napolnile z množico državljanov, ki so želeli podatke popraviti oziroma oddati pripombe. V Slovenski demokratski stranki menimo, da je bil model vrednotenja in evidentiranja narejen v naglici z namenom, da se v najkrajšem možnem času ustvari podatkovna podlaga za uveljavitev zakona o davku na nepremičnine. Poskusni izračuni so bili poslani mnogo prezgodaj, posledica pa so številne napake, pomanjkljivosti in ponesrečena vrednotenja. Pričakovali bi, da bo sam postopek vključeval seznanjanje in izobraževanje javnosti, konkretne razlage, seznanjanje z zakonom in procesom izračuna, seminarje in predstavitve na občinskih nivojih, v krajevnih in vaških skupnostih, ter seznanjanje javnosti na vseh ravneh lokalnega organiziranja. Ugotovljene so tudi pomanjkljivosti popisa nepremičnin, ki je potekal pred leti, saj je mnogo lastnikov navedlo napačne podatke. Težave predstavljajo tudi sami izpisi informativnih vrednosti, ki so zapleteni, prezahtevni za povprečnega državljana, obrazci za ugovor pa izredno togi. Prav tako poleg pisarn Gursa, nihče drug po uradni dolžnosti ni organiziral pomoči in svetovanja občanov. Pogrešamo tudi poskusne izračune konkretnih primerov ali obrazložitev, kako se je vrednost določila, kar bi ljudem olajšalo razumevanje modela vrednotenja. Problem predstavlja tudi nedostopnost spletne strani Gursa, kar je še dodatno otežilo vpoglede in podajanje pripomb. Zato je bila sklicana nujna seja odbora za okolje in prostor z eno samo točko za podaljšanje roka za posredovanje pripomb. Vendar je bilo glasovanje s strani koalicije zavrnjeno in s tem tudi podaljšanje ni sprejeto.